Pri izbiri vrtov v naših oddajah dajemo prednost tistim, ki so nastali ob strokovni pomoči, po načrtu krajinskih arhitektov ali oblikovalcev vrtov. Seveda pa se razveselimo tudi takrat, kadar nas povabijo na vrt kakega ljubiteljskega vrtoljubca. Takšni vrtovi imajo izrazit osebni pečat in to velja tudi za vrt, ki smo ga obiskali v Ribnici. Na mestu nekdanje njive je z leti nastal bogat vrt, na katerem so združene domišljene zasaditve, kamniti poudarki in različni dodatki značilni za podeželje. Na vrtu se pozna roka, ki ne spregleda nobenega plevela, ki neguje trato in potrjuje, da vrt ni nikoli dokončana zgodba. Gospa Vida, najlepše hvala, da smo lahko tukaj, ker je tako lepo, da že dolgo nismo bili na tako lepem vrtu. Hvala. Potem sem pomislil na vašo pripoved, da je tle, kjer zdaj stojiva, nekoč bila njiva. Kako daleč nazaj je bilo to? Dobrih 26 let. Bila je njiva, pač mi se vedno samo oskrbujemo tukaj, a ne, po vaseh. Ampak sem moža nekako uspela prepričati, da imamo vendarle dovolj veliko parcelo, da lahko nekaj tle naredimo drugega. Pač vrt sem si je želela odvedno. Pa tudi mož je začel potem to slediti meni, posekal je nekaj sliv tlele, ki so bile, pa srebrno smreko, pač stvari, ki so se mi zdele, da ne bodo sodile v moj vrt. Vrt meri 1500 kvadratnih metrov in obdaja ne le hišo, ampak tudi gospodarsko poslopje in Novi Kozolec. Najprej smo poruvali, kar je bilo obstoječega, potem pa sem posadila v tisti vogal, tamle pri terasi, 3 rododendrone. In to je bilo to. Potem sem pa začela tamle dol en obrobek delati, ampak mi je bilo malo premalo, sem šla še bolj dol, pa še bolj kje, pa še bolj tja. In tako je kar nastalo nekaj, no. Kje ste rastline dobivali na začetku? Najprej vse od vrtoljubcev, zastonj. S časom je gospa Lesar postala redna stranka vrtnarij, tako v Sloveniji kot v zamejstvu. Na policah so se ji nabrali letniki vseh mogočih vrtnarskih revij, potem pa so prišli na vrsto obiski vrtov v tujini. Za 50. rojstni dan sem si privoščila izlet v Švico, na Bodensko jezero. Tisto je bil prvi tak izlet. Za Alfredu Voglu smo šli pogledati zeliščni vrt, to se zdaj spomnim. Skratka, to je bil 3-4-dnevni izlet in od takrat naprej si pač pa vsako leto privoščim kakšen izlet za dušo. Vi ste avtor zamisli, ki jih vidimo uresničene, ne? Ja. A se porajajo tako, da enkrat se spomnim, da ste rekli, ja, sedim pa čez okno gledam, pa vidim tamle pa nekaj ne štima, pa bo treba jesen malo prestaviti. Ali pa spomlad, ja. Ja. Kdo jih potem realizira? Ja, predlagam možu, pa reče, da je dobro to, kako je, a ne. Jaz pa rečem, pa jaz bom malo blke, pa ta višina ni ta prava, ampak se nekako pol uskladiva, da to skupno urediva. Vrt je tudi zgledno vzdrževan, vidim, ne, mislim, plevela ne vidimo. Vem, da ste pazili, zato smo mi prišli na snemanje, ampak kljub temu domnevam, da tudi drugače ni kaj dosti drugače. Ni. Med vrtoljubci sem prav potem poznana, da nimam nikoli plevela. To se pa trudim. Rajš ne bi imela, kot da bi imela plevel. Ja, pa sej, jaz domnevam, da prvič ste veliko prebrali, videli nekaj vrtov pri nas, pa tudi zunaj in ste videli, da je fino, če so neke združbe. Kako združujete, kaj vas vodi pri združevanju? Absolutno me vodi tlele oblika listov, struktura, barva, višina, velikost. Jaz sem po poklicu krojač in obožujem strukturo, površino, relief. Ribnica je del kraškega območja, zato ne presenečajo slikovite skale, ki kot mogočni poudarki stojijo med rastlinjem. Vidin mož Stane jih kot gozdar opazuje v gozdu in poiskal je ravno prave za njun vrt. Pripeljal jih je in po Vidinih napotkih usadil na grede. Zadnje za hišo ste mi pokazali eno prav posebno škarpo, en tak oporni zid, ki je sestavljena iz nenavadnih sestavin. Res je. Jaz zelo rada gledam, kaj ljudje prodajajo in ko sem zagledala te mlinske kamne, ki jih je en človek, zbiratelj, prodajal, sem ga poklicala in seveda šla z 2 kamionoma to iskat. In takoj naslednjo leto sva z možem naredila oba skupaj to škarpo. Mož Stane največkrat uresničuje Vidine zamisli. Včasih pa se loti kakega podviga tudi sam in ga izvede tako, da sta oba zadovoljna. Tak je tudi nevsakdanji zid, ki ga je bilo zahtevno postaviti, saj ima lice na obeh straneh. To ga pa jaz imenujem zid vseh vetrov.
ker je ogromno različnega kamenja, skal, raznih. In sem ta material nabirala celih 5 let, se je valjal okrog hiše, ampak enkrat je le dozorela ta dobra volja, da se je spravil to delati, ne. In ko je to zastavil in zamislil si, kako to bo, je že dejansko sam brez moje pomoči fantastično izvedel za moje pojme. No. Ko smo šla po vrtu, sem videl veliko host in vse so v lepem stanju, nobenih lukenj. A nimate nobenega polža tukaj? Veliko jih je, imam veliko pobiralcev. Mojih 11 vnukov temeljito pregleduje to listno maso in poberejo vse, kar prileze. Ne rabite račk potem? Ne, imam račke na 2 nogah in vsak večer so tako ponosni, ko poberejo. Ta mala 2 kome čakata, da gresta. To jim je zdaj glavni motiv za zvečer. Vrta ne krasijo le grajeni dodatki, ampak tudi staro orodje, tradicionalne kmečke priprave in lesene zgradbe. Vida in Stane sta našla ohranjeno vinsko prešo in jo pripeljala domov. Montaže pa sta se lotila Stane in zet Jan. Prav on postaja nepogrešljiva pomoč Stanetu, kar se je izkazalo tudi pri postavitvi starega kozolca. Kozolec stoji, vendar še ni dokončan. Jan je prevzel tudi oskrbo trate. Ta je videti, kot da jo neguje poklicni vrtnar. Jan, stojimo na trati, za katero ste vi precej zaslužni, je tako? Pa tako bom rekel, sem zaslužen jaz, ampak smo kar vsi tukaj zaslužni. Jaz cenim to, da lahko tako znanje tasta, Staneta in tašče Vide, da sem lahko deležen. Poskušam slediti njenim idejam in sem bolj vpet v izvedbe oziroma pomoč Stanetu. Za rožice pa zaenkrat še nisem. Je pa jaz tako pravim vedno njej oziroma tudi ženi. Žena prav, ti zvečer pa da greš sam nekaj pogledat, pa te pol ure ni. Jaz tiste pol ure grem iskat nek svoj mir in tudi oni, tudi Taša že to ve, ne? Jaz sam se pravim, da sem sprehajalec. In v tistem miru, ki ga iščem, se naužijem te lepote, za katerega pa poskrbi definitivno Vida. Gospod Stane, vas Vida pohvali, da imate oči za skale. Ja, verjetno, če je zadovoljna, pa imam, ne. Kaj vidite pri skali, oziroma kaj vas pritegne, da je ta prava? Ja, da je lepa kot moja Vida. Imate prav posebno ime vrta, Vista, odkot? To so začetnice najinih imen, oziroma jaz sem se nekako odločila, da morava se pač določiti eno ime in sem izbrala. Jaz sem pač Vida, možu je ime Stane in se je kar lepo poklopilo to ime Vista in se pač podpisujeva pod to najino stvaritev z najinimi začetnicami, ne.